Evo, odločil sem se, da posnamem en video, namreč vrnil sem se urco nazaj iz mestne občine Ljubljana, kjer sem prisostvoval neki okrogli mizi, kjer so razpravljali o spolnih zlorabah in sploh zlorabah in nasilju v športu. Zdaj, tisti eminentni sogovorniki tam, ki so upravičevali neka sredstva evropska, so, kot sem jim v repliki rekel, kot da bi človek prišel na masažo, tam ti pa božajo kožo. Nobene globinskosti ali pa globokosti ni bilo v teh razpravah. Vse nekako formalno. Spolne zlorabe v športu niso mačji kašelj. Svoj čas, koliko 35 let nazaj, sem jaz bil član, državnih selekcij kot trener, še prej sem bil sam tekmovalec. Na Balkanjadi 79. leta. Na neuradnem mladinskem svetovnem prvenstvu sem bil trener jugoslovanske reprezentance v gimnastiki, ženski, v Franciji. Tako da vem, gimnastiko poznam v nulo. Še iz časov, ko so bile ženske v gimnastiki, potem so bile deklice, potem so pa zdaj pa spet ženske. In teh čustvovanj recimo v gimnastiki med tekmovalko in trenerjem je malo morje. Potem so se pa te tekmovalke začele pa razgovoriti. Čez 20-30 let, recimo Olga Korbut se je razgovorila, kaj je delal njen trener. To je olimpijska zmagovalka bila. Kaj je delal njen trener v seksualnem smislu. Ni bila edina. V atletiki tudi veliko tega. V smučariji. Tukaj, da ne govorim. Namreč, trener pa športnica so po 200 dni na snegu zaprte tiste hotelske sobe. Vzpostavi se nezavedno čustvovanje, pozitivno, govorimo o transferju, to je znana stvar iz psihoterapije, Freud je o tem govoril, kako se more pacientka zaljubiti v svojega psihoterapeuta, da jo lahko pozdravi. V športu je pa isto. In ti razpravljalci danes, vključno z neko strokovnjakinjo za neke spolne zlorabe, Katja Zabukovec-Kerin, ki je tam bila, sem ta blage veze o športu nima. In je rekla, ja, bi športnice nas poklicali, pa športniki, pa nasilje, društvo za nenasilno komunikacijo. Športnik ali pa športnica, tukaj so predvsem športnice na udaru, ima tam opcijo medalje na svetovnih olimpijskih igrah, svetovnih prvenstvih evropskih, na drugi strani pa trener, ki je nenormalno pohoten do nje, pa se ga težko brani. Ali pa, to so meni stari trenerji govorili, je rekel, najhujše je, če ti športnica pozvon ob 2 po noč, pa se ti tako nasmeji, da točno veš, kaj hoče. Takrat je rekel, Petra je laufat. Določeni izkušeni trenerji so vedeli, da obstaja tudi pohota mladih športnic, genitalno zrelih športnic. Tako da ta stvar je danes na tej okrogli mizi bila zelo površinsko predstavljena. Jaz sem to Strašenje gnezdo Dreznu 20 let nazaj predstavil Olimpijskemu komiteju projekt, kako bi jaz lahko predaval trenerjem ta transfer, tako imenovani transfer. Vse je v vodo padlo v tistem trenutku, ko so zvedeli trenerji, da se bo to predavalo. So takoj ustavili projekt. Zdaj pa dozorel čas, ker to temo jaz tudi predavam in to trenerjem, selektorjem, vodje reprezentanc me poslušajo, tudi spite morajo delati pri nas 10, predstavljamo trenersko neko ekspertno skupino za špicne trenerje, to predavamo. Namreč, trenerji morajo vedeti, da se ujamejo v past kontratransferja. To je tisto, čemu je podlegel Andreja Masi. In Tina Maze in kaj smo dobili? Ja, Dream Team, ki osvaja medalje na največjih tekmovanjih. In našim trenerjem sem na licenčnem seminarju rekel, da ne boste vi mislili, da ste vi slabi trenerji. Ne, da je Andreja Masi toliko boljši. Ne, on je nažgal, vi se jo pa niste upali. Ne, da se jo niste upali, vi ste vedeli, da je to moralno pokvarjeno. On je pa to naredil, tega koraka pa slovenski trenerji niso naredili. Tudi Ivan Hudrič je naredil Petri Majdič tisto, kar ni naredil prejšnji trener Petri Majdič. To so zagate, o katerih je treba govoriti. Ne, danes na okrogli mizi, jaz sem komik, da sem prišel do besede, da sem tam recimo Rožletu Prezlu,
omenil Štefko Kostadinovo, ki je bila 3-krat noseča s svojim trenerjem. 2-krat splavila, 9 svetovnih rekordov je odskakala v testosteronskem višku med nosečnostjo, ampak 3-tič pa ni splavila. O tem je treba govoriti. Športnica so v strašanskih zagatah, ko se ne upa zameriti trenerju, ker ve, da lahko dobi medaljo. Pa jaz pridem do nje pa rečem ti, kaj pa tale, ne vem, dogajanja, čustvena, ja, vljudna sem, trener je pa ves meden, pa se obnaša do mene kot moški, jaz ga imam pa za očeta. In to so zagate, o katerih se doslej ni govorilo. Ko so pa feministke začele, pa akcija Me Too, pa spolno nadlegovanje profesorjev na fakultetah, AGRFT, naš Filofaks, Pribac pa te zadeve, pa recimo Srbija, zdaj pa to prišlo v šport, vodil je okroglo mizo pa gej, LGBT-ovci, inštituta 8. marec, nikako napovedane je ni bilo, mogoče zato, ker sem se jaz tam prijavil, da bom in da bom prosil za besedo, pa še podporo Olimpijskega komiteja smel. Skratka, te zadeve so tako močne, teoretsko, da jih je treba predavati. Samo, odkrito lahko povem, da ne vem, če je kdo znotraj športnih krogov, ki bi to lahko dostojno predaval. Jaz predavam, kamor me povabijo. Me pa zelo redki povabijo, me pa smučarji recimo povabijo. Smučarska zveza, ker vejo, da sem jaz nekaj imel pri tej Ilki Štuhec, vendarle zraven, čeprav je to vse tiho. Ta tema mora biti tematizirana, danes je bilo namignjeno, ne tisti, ki so božali kožo, ampak jaz sem pa pritisnil, to vse glava bolela, to od muke so se kar skrivali, ko sem jaz omenil, da to obstaja. Skratka, če bi kdo želel, da to temo jaz nekomu malo bolj predavam skozi optiko transferja, to je nezavedne zaljubljenosti, podrejene osebe, nadrejeni, se pravi, pacijentka se zaljubi v terapeuta ali pa športnica se zaljubi v trenerja. Trener mora pa vedeti za kontratransfer, povratno čustveno vest, ki jo on doživlja do svoje športnice. Ne boste verjeli, kakšno ljubosumje zganjajo trenerji. Če hoče nek psiholog psihično pripravljati športnico, to se trenerje meša v ljubosumja. Skratka, na to temo znam jaz odpredavati tudi kakšno daljše, dvourno predavanje. Toliko bi vam pa danes povedal po tej okrogli mizi na Molu.